priložnost, ker smo ponovno priložnost biti na sedežu firme. Na sedežu sem bil itak prvič v življenju, pa ponovno sem imel priložnost srečati nekatere ključne ljudi. Tukaj z moje desne je en od soustanoviteljev podjetja Chris Ress, ki je v bistvu imel odločilen vpliv na to, da sem se sploh odločil za sodelovanje. Spoznal sem ga namreč osebno že pred 2 leti v Moskvi, ker sem želel v bistvu videti, kdo to firmo fura, kdo stoji za tem podjetjem. Tle zraven je Andreja, naša uspešna sodelavka iz Slovenije in njen mladi diamant. Tudi Andreja se je kvalificirala na to pot. Zraven je Andreja Cimbala, kjer sva preživela 3 dni. Ona je sploh najuspešnejša ženska v direktni prodaji na svetu in mi je bilo fino, da sem lahko ponovno začutil in videl in slišal, kako v bistvu, kakšen mindset imajo ljudje, ki so zelo uspešni pri tem, kar počnejo. Zraven tukaj sem še Roald Mali, ki je vodja pisarne v Amsterdamu. V Amsterdamu zdaj ravno kar je tole čisto nove pisarne, zaposlujejo na veliko ljudi. Mislim, da jih zdaj 40 dela v tej pisarni, drugje po drugih poslovalnicah, pa še 250, firma se zelo hitro razvija, tako da zdaj že kupujejo popolnoma nov štuk, pripravljajo studio za snemanje, nečesa, kar bom kasneje predstavil. Skratka, podjetje bo imelo vpliv ne samo na moje življenje, zato sem naredil tako uvod, ampak na življenja mnogo ljudi, kar vidimo tudi na naših konvencijah, koliko ljudi je uspešnih v tem našem podjetju. Samo podjetje sicer bazično prihaja iz Estonije. Estonija je zanimiva država, ker je pa zelo tehnološko napredna, zelo najnovejša tehnologija prihaja iz Estonije. Ustanovljena je bila sicer že leta 2017, potem 2 leti kasneje so šele začeli uradno z trženjem teh produktov, ki vam bo jih pokazal. To se mi zdi super, zato ker pred tem so postavili se te temelje potrebne, so pridobili licence, vso tehnologijo so razvili in potem šele, ko so imeli neke zdrave temelje postavljali, so šele začeli februarja 2019 z trženjem svojih produktov. Zdaj nas je približno 700,000, ko sem jaz začel pred 2 leti, bila ta cifra okrog 220-280,000 članov. Delujemo praktično po celem svetu, edini resen trg, kjer nas še ni, je Amerika in tudi zdaj že uradno napovedano, da 1.3. odpiramo tudi ameriški trg. V samem podjetju imamo več popolnoma čisto različnih digitalnih produktov. Začel je bil samo eden in sicer naš digitalni denar DaCoin. Podjetje stremi k temu, da stalno dodaja nove produkte in bo tudi v prihodnosti dodajalo nove produkte, kar se mi zdi krasna zamisel, zato ker na ta način lahko večji trg pokrijemo. Mogoče za nekoga so kriptovalute ali pa digitalni denar še vedno neka znanstvena fantastika in zato podjetje stalno dodaja nove produkte. Tako da bom te produkte na kratko opisal, te prve 3 res zelo na kratko po 2-3 stavke, da ne bomo predolgi. Pri tem se bom malo več zadržal do Vue, ker naš nov zadnji produkt, zakaj malo več? Zato, ker gre dejansko za projekt, ki je čist unikaten v affiliate marketingu, se pravi, nobeno podjetje nima nič, niti podoben temu in dejansko gre res za industrijo prihodnosti. Če gremo zdaj po produktih malo pogledati, kot sem rekel na brzino, v množici kriptovalut, ki so danes na trgu, jasno prihajajo vsak dan nove. Cilj našega podjetja je, da bi bilo to ena bolj uporabnih. Se pravi, vsa naša strategija, naš fundament temelji na tem, da bi ta kriptovaluto uporabljali kot plačilno sredstvo v vsakdanjem življenju. Ker na koncu so kriptovalute se tudi zato rodile. Pred 12 leti, 13, ki se je Bitcoin rodil, je bil mišljen kot alternativno plačilno sredstvo, ne pa kot sredstvo za špekulacije na borzah. Se pravi, zato smelo zamislijo, da bo ena bolj uporabnih, imamo odlično tehnologijo, ki se imenuje DaCoin tehnologija, ki je bistveno hitrejša in bistveno cenejša kot vsa obstoječa blockchain tehnologija. Delamo tudi na tem, da delamo z sistemom, se pravi, da imamo licence, da delamo na know your customer, se pravi, jasno je, da dolgoročno bodo preživele samo tiste kriptovalute, ki bodo sodelovali z sistemom, ne samo tiste, imajo dolgoročno možnost preživetja. Imamo tudi omejeno število kriptokovancev, sicer 9 milijard, in tisto, kar je v tem trenutku za tiste, ki gledate oziroma, ko boste poslušali ta posnetek, je to, da se je podjetje odločilo, da bo samo 1/3 celotne emisije distribuiralo preko affiliate marketinga
in smo zdaj tik pred koncem distribucije, se pravi v roku 2, 3, 4, maksimalno 5 tednov bo distribucija teh 3 milijard, kar je na voljo za distribucijo preko affiliate marketinga, bo končana. Zdaj, ker želimo ta proces čim bolj pospešiti, imamo eno posebno promocijo, in sicer za vsak evro, ki ga investirate v nakup te naše kriptovalute, dobite 3-kratnik. Zdaj trenutno je cena ta mesec 80 centov, kar v bistvu pomeni, da glede na to, da ga dobite 3-kratnik, da ga dobite za 20 centov, dobrih 20 centov, odvisno od velikosti paketa. Tukaj zgor so napisani paketi, se pravi, možen je nakup po paketih od 50 evrov pa do 5000 evrov. Vsak paket se tudi stejka, oziroma pri nas uporabljamo izraz escrow, kar pomeni, da se veže za leto, 2 ali pa 3, in zato se dobi tudi krasne bonuse zraven, se pravi od 5%, vse tja do 90% dodatnega bonusa po ceni tisti trenutek, ko kupite, se pravi ne po ceni, ki bo ob koncu vezave, ampak na trenutek nakupa. Zdaj, zakaj ta vezava pomembna? Seveda jasno, to se veliko ljudi vpraša, zakaj moram pa zdaj to vezati. Zdaj nas je trenutno 700 000 sprejemnih mest, kjer je že možno plačati z našo kriptovaluto, je dobrih 1400, gradimo zelo velik ekosistem, se pravi, to so dodatne platforme, kjer bo možno plačilo z našo kriptovaluto, se pravi, vsa stvar je še v postavljanju, se pravi, ta skupnost mora biti večja, da bo cena lahko stabilna, nas mora biti več milijonov, uporabnih mest jasno mora biti tudi več, kot jih imamo zdaj. In tudi ta ekosistem v bistvu se še postavlja, nekatere platforme že delujejo, nekatere ljudje uporabljajo, pa še ni neke množične uporabe. In vse zadnje, kar je zelo pomembno, se pravi tudi to, da ljudje to sprejmejo kot plačilno sredstvo, zahteva svoj čas. Ne, ker več danes večina ljudi vidi kriptovalute zgolj kot finančni inštrument za trgovanje na borzi. Ne, se pravi, kupi poceni, drugo prodaj. Naša zgodba je popolnoma drugačna, kupi poceni in po bistveno večji ceni potem lahko uporabiš. Kot sem rekel, 3-kratnik na vsak nakup velja še danes smo 15. danes do 2 ponoči, oziroma jutri do 2 zjutraj. Potem se bo ta promocija zmanjšala iz 3-kratnika na 2,5-kratnik, se pravi še vedno super, ampak možnost dobiti maksimalno zdaj po najboljši možni ceni je do 2 zjutraj. Drug naš produkt smo ga dobili pred letom pa pol, je Forex Insider. Forex je v bistvu največji svetovni finančni trg. Naredil bom čisto posebno prezentacijo tudi samo za ta Forex, ker je jasno, se da veliko o tem povedati. Zato, ker je največji svetovni finančni trg, seveda si veliko ljudi želi biti udeleženih pri tem trgu in potem se poskušajo sami naučiti ali pa pošiljati denar v kakšno podjetje, ki jim obljublja ne vem kaj. Pri nas je zgodba popolnoma drugačna. Se pravi, pri nas imamo top strokovnjake, top eksperte, ki se pa celo življenje že ukvarjajo s trgovanjem, in od podjetja v povprečju enkrat na dan dobimo od njih trgovalni signal. Se pravi, trgovanje na mi, kaj ne naredimo, izgleda takole, se pravi, na aplikacijo dobite tele par številk in je zelo preprosto, samo skopirate v svojo trgovalno platformo. Se pravi, denar nikamor ne pošiljamo, denar je vedno likviden, denar je na našem računu, transparenten, pregleden, tudi če kakšen trade zamudite, nič hudega. In rezultati verjetno vsega zanimajo. Se pravi, pri nas nič vnaprej ne obljubljamo, cilj podjetja je, da bi naredili v povprečju 10% donos na mesec. V povprečju pomeni, da smo imeli mesece tudi, ki so bil po 30% donos, in povprečje seveda pomeni, da so tudi mesece, ki je bil minus. In to je pri trgovanju čisto običajna stvar. Se pravi, vsak, ki vam obljublja, dajte denar k meni, pošljete, ne vem, denar k meni, pa bom jaz vsak teden ali pa vsak dan naredil po 2-3%. Jaz vam seveda svetujem, da se v velikem loku ognete takih ponudb, ki jih je na trgu, na tisoče in tisoče. Se pravi, vsakmu se pač priporoča mogoče v začetku, da si odpre demo račun, to pomeni, da je edino tveganje, da to sprobate, ali je to za vas ali ne, je ta naročnina mesečna, ki seveda lahko tudi kadarkoli odpoveste, se pravi 49 € plus DDV in naročnina na to, da dobite od top ekspertov 20 signalov in jih enostavno prekopirate 3 cifre iz aplikacije v svojo trgovalno platformo. Naslednji produkt naš je Bank, to je pa čist nefinančen produkt, ki pa v bistvu je odlično orodje za sporazumevanje.
Bolj kot tehnologija prodela naše vsakodnevno življenje, seveda bolj je pomembno, kako znamo komunicirati, kako smo spretni v komuniciranju. Zdaj sicer vsi govorimo slovensko, ne, tako kot je Srečko prej rekel, mislim, da je bil on, ne, se vsi razumemo, ali govorimo slovensko, samo hrvaško. To je res, ne, po drugi strani pa tudi to res, da imamo ljudje popolnoma različne vrednote. Se pravi, na popolnoma različnih stvari se v življenju odločamo, kako se odločamo. In ta orodje nam v bistvu pomaga, da v 90 sekundah prepoznamo našega sogovornika. Se pravi, potem lahko prezentacijo, povabilo, komunikacijo, karkoli pač imamo z njim se za pogovor, prilagodimo na njegov jezik. Ta produkt je na voljo prvi mesec za €1, se pravi, da ga lahko vsak sproba, da ga testira in je namenjen vsakmu, ki pač dela z ljudmi, komorkoli. To zdaj v prodaji, v marketingu. Moje prepričanje je, da itak vsi delamo z ljudmi, ne, zato ker tudi če delate v fabriki, potem imate doma verjetno ženo ali pa moža ali pa partnerja, s katerim se ravno tako celo življenje učimo, kako komunicirati. Zdaj tisti, ki bi radi takoj sprobali, kako v bistvu na kakšen način dobite poročilo o tej osebi, lahko tukaj skopirate tale moj link, ga prepišete ali pa naredite screenshot in izpolnite tale vprašalnik in boste tudi vi zelo zanimivo poročilo dobili na 25 straneh o vaši osebnosti. Tako zelo zanimivo, ker se pogosto pojavljajo tudi kakšne stvari, ki mogoče sami sebe vidimo majčkeno drugače, kot nas pa vidijo drugi. No, zdaj smo že pri tem produktu, ki sem rekel, da sem zadržal 5 minut več pri projektu The View. Kaj je v bistvu The View? Je platforma za virtualno realnost, ki bo združila te najnaprednejše tehnologije, kot je virtualna realnost, razširjena realnost, umetna inteligenca, in cilj našega podjetja je, da to spravimo na raven vsakodnevne uporabe. Se pravi, virtualna pri inštruiranju, recimo pri učenju, ne vem, v kirurgiji, v medicini, v šolstvu nekje, po nekaterih stvarih za prostorsko načrtovanje in tako naprej. In jasno, na drugi strani vsi poznamo otroke, ki si pač igrajo igrice. Se pravi, cilj našega podjetja je, da bi to spravili na tako raven, da bi se to uporabljali dejansko tudi za ogled znamenitosti, turističnih, naravnih, za ogled koncertov, galerij, športnih prireditev, za osebnostno rast, za poslovne storitve in tako naprej in tako naprej in tako naprej. Se pravi, virtualna realnost je dejansko nekaj, kar prehaja z velikimi koraki v naš vsakdan. Še tisti, ki so bili še pred enim mesecem zelo dvomeči okrog tega, so zdaj lahko prebrali, da Facebook pripravlja totalno transformacijo svojega socialnega omrežja v virtualno realnost. Se pravi, ta tehnologija bo zelo hitro prišla v naš vsakodnevnik. Malo zaradi te situacije, v kateri danes živimo, seveda, ki se kamor ne moramo premakniti, ker turizem jasno zelo trpi. Malo pa itak tudi zaradi tega, ker tehnologija nam omogoča, da so v bistvu te doživetja v virtualni realnosti vse bliže in bliže realnemu stiku, nekemu realnemu doživetju. Tudi sam sem pred parimi meseci prvič imel tako virtualno izkušnjo in moram reči, da letel sem z balonom po Ptujskem polju in moram reči, da je občutek dejansko res 99,9% enako, če bi dejansko šel res z balonom leteti. Ja, ok. Zdaj, na katerih področjih bomo to virtualno realnost razvijali? Na različnih področjih. To še ni ta slajd. Ta slajd najprej govori o tem, na kakšen način lahko participirate zraven. Se pravi, mi smo zdaj v fazi, bom rekel, predotvoritveni fazi. Se pravi, zdaj v bistvu lahko investirate v različne države, kjer se bo ta virtualna realnost postavljala in ste tem udeleženi v različnih poolih. Imamo celo kopico nekih poolov, enega smo celo včeraj dodali novega in lahko si kupite članstvo oziroma paket v karkoli od 125 € pa do 1000 €. Zdaj, ravno tako so države iste vrednosti, se pravi, imamo države, ki so vredne 125 €, pa 250, pa 1000, to sem že povedal, 125, 250, 500, pa 1000. Ja, ok, zdaj na kakšen način potem lahko si izberete državo. Država je zdaj približno 70-75 različnih držav je in recimo, tukaj sta zdaj dva primera, z enim paketom za 1000 € lahko recimo kupite dve Kitajske oziroma dve regije. Kitajska je pač tako ogromna, so razdeljene na različne regije
lahko vzamete 2 kitajske, ker kitajska stane 500 evrov. Se pravi, s paketom z Jurja lahko vzamete 2 kitajske ali pa z enim paketom za 500 dobite eno kitajsko. Potem je pa tle še en primer, mislim, za Mehiko, ki pa stane 250 evrov. Se pravi, po istem principu, če se odločite, da boste investirali 1000 evrov, potem lahko dobite 4 deleže v Mehiki, če boste investirali 500 evrov, potem 2 deleža v Mehiki in tako naprej. Se pravi, ves promet, ki se bo zgodil od prodaje vstopnic, ker jasno, te stvari bojo vse plačljive, vsi se ne bojo plačljive v takem obsegu, kot je, če bi šli danes, prepovedano mesto gledati, ker bomo potem pogledali si kot primer, cene bojo seveda bistveno manjše, ampak promet se generira od prodaje vseh teh ogledov, ne, se pravi, in če se pač odločite, da boste imeli Kitajsko, ste udeleženi v 5 prometih vsega prometa, ki se bo zgodil na Kitajski. Seveda je to zgolj primer. Če si izberete katerokoli drugo državo, temu se reče regionalni pool, ste udeleženi v 5% vsega prometa, ki se bo kadar zgodil v tisti državi, seveda, ki si boste izbrali. Istočasno imate pa tudi delež v Infinity poolu, to je pa globalni pool, kamor se bo stekel 1% vsega svetovnega globalnega prometa. Potem naslednji pool se v prikazu, zdaj tako narejen, da tole prav počas prihajati številke gor. Aha, to sem zdaj že vse povedal. Naslednji pool je leadership pool, se pravi, če se pa odločite, da boste naš sodelavci, da boste aktivno sodelovali pri širitvi te ideje naše, obstaja pa še en pool, leadership pool, ki je pa seveda še bolj atraktiven, zato ker se bo v ta pool toliko manj ljudi kvalificirali. Tako da tle bo število teh deležev predvsem manjše, kar pomeni, da bo nagrada za tiste predvsem večja. Tako da vam bom v drugem delu prezentacije pokazal seveda, na kakšen način ste lahko naš sodelavec in ste tudi vloženi v tem leadership poolu. Potem je pa še en pool, ki sploh še nismo naredili niti tega PowerPoint slajda, zato ker je popolnoma nov, smo ga dobili včeraj, se imenuje pa univerzalni pool, se pravi, tle gre pa, firma se je odločila, da bo od vsega prometa dala še dodatno še 1%. Se pravi, zdaj ne samo, da smo udeleženi v 5% tiste države, ki smo se izbrali, ampak smo dodatno udeleženi še v Infinity poolu, kamor šlo 1%, in še dodatno od včeraj naprej, oziroma od danes naprej še v univerzalnem poolu, ki je pa omejen. Se pravi, samo 5 milijonov deležev v tem poolu in 1 milijon, glede na to bojo dobili tudi tistih vse do danes kupovali, se pravi, od začetka, od lansiranja pa do danes je 1 milijon že zaprt, se pravi, še 4 milijone in 5 milijonov ljudi si bo razdelili promet 1% vsega svetovnega globalnega prometa od tega. Ok, zdaj bomo pa šli pogledati ta prezentacija je predstavljena mačken drugače, ki sem jaz pričakoval. Tukaj je še razložen na kakšnih vseh različnih področjih, mi bomo danes se dotaknili zgolj potovanja in turizma, zaradi razloga, ki sem vam povedal, prvi zaradi tega, ker bomo s tem začeli s potovanjem in s turizmom. Drugič pa zaradi tega, ker je mogoče to zdaj najbolj plastično se da prikazati. Kasneje bo firma dodajala tudi, bom rekel, virtualno realnost v drugih sektorjih, se pravi v drugih vertikalah, kot mi rečemo, se pravi od izobraževanja do športa in zabave, do poslovnih storitev, virtualnega šopinga, tudi to že danes si lahko recimo na Google pogledate Walmart, kako je postavil virtualni šoping. Se pravi, če smo do zdaj 20 let govorili o e-šopingu, ljudje to zdaj mislijo, da je to zdaj eno in isto, če se že itak kupujem na internetu, v bistvu je podobno, ampak je to zdaj spet, bom rekel, 3 nivoje više. Zato, ker v virtualnem šopingu dejansko res stopite lahko v trgovino, polici so tako, kot bi prišli v živo trgovino, če gre za, ne vem, oblačilno trgovino, dobite svojega avatarja, kjer se lahko to probate in tako naprej in tako naprej. Dejansko res možnosti uporabe je to, kjer se naša domišljija praktično lahko neha. No, zdaj smo pa pri tem primeru, ki sem vam ga prej obljubil. Se pravi, govorili bomo o primeru regije na Kitajskem, Beijing, kjer je tudi zelo ta velika znamenitost Forbidden City, oziroma prepovedano mesto. V tem prepovedanem mestu sem imel v najboljših možnih časih, sem imel 140,000 obiska na dan. Potem je zdaj zaradi te ludnice pač obisk padel na 80 in zdaj pred parimi meseci se celo omejilo obisk na 24,000. Se pravi, gre za en ogromen izpad prometa. Vstopnice so pa bile, če ste šli live, od 8 evrov pa do 80. Vprašanje je seveda,
kaj ste želeli. Ste želeli si ugledati vse, ali je to z vodenjem, ali brez vodenja, tako naprej. Se pravi, tukaj je zdaj neka simulacija, tudi pa nas jasno, nekdo bo lahko to vstop naredil seveda za ston, ne kot že danes lahko prijete za ston čez dvorišče, ne pa si pogledate malo okrog, ne. Se pravi, potem bojo pa različni nivoji vstopenc. Se pravi, če te hoteli si samo sprehoditi po mestu, ne, bo, ne vem, 2 evra. Tukaj je zdaj pač narejena ena simulacija, da boste videli, kakšne ogromne vsote se obrnejo lahko zgolj za eno samo znamenitostjo, ne. In potem so pač, ne vem, upgrade vstopence za, če hočete pogledati več galerij, če hočete imeti vodenje, če hočete imeti recimo permanentno karto, abonentsko karto, ko se temu reče. Poleg tega pa virtualna realnost ponuja še nekaj, kar živa izkušnja nikoli ne more ponuditi, ne. Se pravi, v virtualni realnosti je mogoče narediti tudi časovnico, ne, se pravi, da se pogledati, kako se je v bistvu to sploh gradilo, kako se je postavljalo. Potem še ena stvar, ki se ne da narediti live, ne, lahko pa za vsako turistično znamenitost na svetu lahko naredite, je prelet. Lahko se dotaknete z nosom, ne, največjega zvonika, lahko nekdo, ki ga zanima gradbeništvo, arheologija, si lahko od blizu pogleda, ne vem, mogoče v Barceloni neko cerkev, tako da prislon nos na največji Turn tam. Tukaj so zdaj pač neka simulacija, ki govori o tem, da bi, če bi prišlo milijon ljudi obiskati, jasno potem, ko vstopnice raste, potem tudi število obiskov seveda, ko število vstopnice raste, tudi število ogledov seveda potem pada in imate tukaj zdaj neko simulacijo. Jaz teh številk ne bom bral, ker jih niti ne vidim, ker zdaj tule vas gledam na webinarju, lahko si jih pregledate, lahko naredite screenshot. Tole vidim, takole eden pa po eden lepo zložen. Vodenje basic, 5 evrov. Se pravi, za ene stvari jasno bo ta denar potrebno podeliti s tistim, ki je ponudnik, ne. Se pravi, če govorimo o prepovedanem mestu, bo verjetno vsak ponudnik turistične znamenitosti zadovoljen z neko delitvijo pol-pol, tako si pač mi mislimo. Se pravi, njih itak nič ne stane, naše podjetje poskrbi za snemanje vsega tega, za tehnično izvedbo, za marketing navsezadnje, oni pa dobijo polovico, zato ker so pač oni ponudniki te storitve. Tukaj pa tle še full vodenje, o tem smo se malo pogovarjali o preletu. Abonenti, časovnica, mislim, da še tle na koncu potovanje skozi čas, da vidite, kako se je to gradilo. Zdaj, zadnji dan, ko sem bil v Amsterdamu, ne, smo ravno tako se pogovarjali v tem primeru, pa se nismo ustavili pri tem potovanju skozi čas, ampak tukaj obstajajo še dodatne nove opcije. Bom povedal samo eno, da boste še malo razširili perspektivo. Jasno, ljudje, ki pridejo v prepovedano mesto ali pa na katerokoli drugo turistično znamenitost na tem svetu, boš hoče kupiti kakšen spomin. Se pravi, znotraj turistične znamenitosti bomo postavili virtualne trgovine, naše podjetje bo postavili, ampak ne bomo mi prodajali spominkov. Se pravi, nekdo bo mogel najeti to trgovino in bo plačal rent za tako trgovino. In od vsega spominka, ki bo prodal, bo spet plačal neko provizijo. In tako naprej, in tako naprej. Se pravi, možnosti je še bistveno več, kar sem vam tukaj predstavil, tako da boste imeli majčkeno predstave, kakšne silne vsote se dejansko res obrnejo v turističnih znamenitostih. Po celem svetu pa ta prepovedano mesto ni glih največja znamenitost na tem svetu, ne, mnogo ljudi ne želi potovati na Kitajsko, ne, pa tudi zelo drago je na koncu, ne. Se pravi, zdaj, če potegnemo tele cifre tukaj skupaj, je promet 2 milijona 300. Ne, se pravi, in 5% smo rekli, da bo šel tismu, ki bo lastnik take Kitajske, ki bo kupil delež v tej Kitajski, in je to 40 evrov, 46 evrov na dan. To je potem še izračun na mesec in na leto, 17,000 evrov na leto. Zdaj lahko še malo poklepitamo o tej cifri, mogoče se nam zdi velika, mogoče si mislite, da to je pa čist crazy, to je pa čist nemogoče. Glejte, tudi če je projekcija, ki sem vam jo zdaj pokazal, 10-krat manjša, ne, je to še vedno 1500 evrov. Je to 300% več, kot ste dali. No, zdaj pa je največja lepota, ne, se pravi, tukaj ne gre za klasično naložbo, da vi danes kupite Kitajsko, potem pa čez 2 let prodate. Se pravi, naslednjo leto bo spet 1500 evrov, pa naslednjo leto spet. Se pravi, ne gre za klasično naložbo, kupi danes po ceni, potem drago prodaj. Se pravi, kadarkoli se bo, kadarkoli v prihodnosti zgodilo karkoli v tisti državi, ki jo imate, boste pač dobili en delež. Se pravi, to je en vidik
Drug vidik je pa ta, da v bistvu je prepovedano mesto zgolj samo en sam primer. V tej regiji je cel kup nekih turističnih znamenitosti, od Kitajskega zida do nekih galerij in tako naprej, pa še vedno se zgolj pogovarjamo zgolj in samo o turizmu, brez vsega ostalih vertikal, ki sem vam prej pokazal. Tako da možnosti so lahko še bistveno večje, lahko je ta cifra še bistveno premajhna, če se vam pa zdi prevelika, lahko zdelite in pomislite, da je to zgolj en primer ene same turistične znamenitosti. Se pravi, iz 500 evrov je potencial, praktično limit je navzgor neomejen. Zdaj pa mogoče še tale zelo podatek, ki ljudje vseeno potem mislijo, ok, kakšno je pa zdaj moje tveganje, ne vem, ker sem dal teh 500 evrov. Lahko vam povem, da tveganje je enako ničli. Zato, ker vseh 500 evrov boste lahko tudi uporabili, da boste si pogledali znamenitosti. Se pravi, da boste uporabili za storitve, ki se bojo ponujale preko naše virtualne platforme. Tako da tveganje je enako ničli. Ja, tle so zdaj naštete, še kaj jaz jih ne znam na pamet, še par nekih teh znamenitosti v isti tej regiji. Tudi Kitajski zid gre tam čez. Jaz na Kitajskem še nisem bil, ne znam niti prebrati tega, ampak ni moj cilj, da bi vam zdaj to bral, moj cilj je, da dobite večjo sliko, da boste razumeli, da je to večje, kot dela katerokoli podjetje trenutno na svetu, kar se tiče virtualne realnosti, vključno s Facebookom. To, kar počnemo mi, je bistveno širše in bistveno večje. Ok, zdaj še enkrat ponovljeno, v katerih vertikalah bomo vse delali, kasneje, šport in zabava, ne bom se zdaj tukaj več ponavljal. Mogoče se tle dotakne samo izobraževanja, kakor se stvari sučajo, vse kaže, da se bodo naši otroci izobraževali popolnoma drugače. Otroci bodo imeli možnost, da šli pogledati turistične znamenitosti, ali pa če so učili zgodovino, da šli pogledati nekaj od Egipčanov ali pa Grkov, da si bojo dali pa čečala gor in bojo lahko to pogledali v virtualni realnosti. In vsi vemo, da če imamo slik, pa ton, pa vse to, da je tak način učenja bistveno bolj se usede, kot pa učenje, kar reče Trošica, odprite na 18. strani, pa se nadudite, kaj je bilo leta takrat, pa kaj je bilo takrat, pa kdo je takrat vladal. Se pravi, ljudje bistveno bolj akceptiramo, bistveno bolj se zapolnimo, če imamo tako tovrstno izkušnjo. In jasno, to bo tudi lažje sprejemljivo tudi za starše, zato ker ne bo zdaj treba za vsako znamenitost, zdaj otrok voziti na drug konec sveta. In tako naprej, in tako naprej. Ok, toliko okrog naših produktov. Zdaj seveda imate dve možnosti na razpolago. Lahko rečete, ok, razumem, vidim, da je to prihodnost, si pač odločite za enega od naših produktov, kjergakoli, lahko vse. Tisti, ki so vas povabili, sploh tisti, ki so v core teamu, imajo itak vse. Se pravi, lahko ste pač naša stranka. Mogoče vam sam še povem, v kakšni časovni dinamiki lahko to pričakujete. Zdaj beta launch bo čez 3 mesece, se pravi na naši 4. obletnici, februarja drugo leto bo beta launch. To pomeni, da se bo to že začelo tržiti, da bo že prve te virtualne izkušnje. Jasno pa beta pomeni tudi, da moramo dobiti nek feedback s tržišča, da vidimo, po čem je največje povpraševanje, verjetno bodo neke tehnične stvari treba še izpiliti in tako naprej. Se pravi, uradni official launch je pa na 5. obletnici februarja 2023, se pravi čez 15 mesecev. Tako da nekaj denarja, nekaj bo kapljati začeli že drugo leto, glavnino pa pričakujemo, in tudi to, kar sem se v Amsterdamu pogovarjal, tisti velik boom, velik promet, pa pričakujemo v letu 2023, se pravi po tem, ko bo official launch. Se pravi, to je ena možnost, če ste stranka. Druga možnost je pa seveda tisto, kar vam zaradi česa so vas prijatelji tudi povabili, je pa to, da ste naš sodelavec. Naš sodelavec biti je v bistvu zelo preprosto, delate to, kar delamo vsi celo življenje, se pravi, delamo reklamo ali pa antireklamo, se pravi, vsi se celo življenje pogovarjamo, vse, kar je naše delo, v bistvu, da delimo informacijo. Delimo informacijo, tako smo jo prej poskušali na začetku deliti informacijo na sebo hrvaščini, pa po tej naši razpravi pač to ni uspel, zdaj jo delimo v slovenščini, se pravi, imamo webinarje v različnih jezikih, v španščini, angleščini, v različnih časovnih pasovih in cel svet je naše tržišče. Zdaj, če se boste odločili, da boste samo naša stranka, imamo še posebno ponudbo za vas. Se pravi, lahko dobite nekaj časa še, verjetno do konca meseca, vsak drugi paket, vsako drugo državo za 30% cene. Se pravi,
Ultra paket lahko dobite, kupite, ne vem, eno državo za 1000 evrov, recimo Japonska 1000 evrov ali pa Nizozemska, dobite dodatno lahko še eno isto državo ali si pa zberete drugo državo za 300 evrov in tako naprej. Se pravi, drugi paket super za 500 lahko dobite za 150, tistega, ki je 250, lahko drugega dobite. Prej smo se pogovarjali o Mehiki kot primeru za 250, za 75 in tega, ki je najcenejši, drugega za 37,5. Se pravi, vsak si lahko nakombinira države, kakorkoli si želi. Se pravi, ni nobenih omejitev, lahko kupite 3 po jurja, 2 po 500, enega za 125 ali pa kakršnokoli drugo kombinacijo, ob tem, da imate, kot rečeno, vsakega drugega iste vrednosti za 70%, cena je za 70% popust. Če se pa odločite, da je naš sodelavec, je pa v bistvu edini strošek, ga imate dodatno to, da si plačate tole spletno trgovino, webshop, kjer so v bistvu vsi produkti, ki sem jih danes opisal in vsi, ki bojo še prihajali. Se pravi, zato, ker zdaj firma za vas dela vso podporo, se pravi, imate obračune, gostovanje, svojo lastno spletno trgovino, doplačate 25 evrov plus DDV enkrat na leto. Se pravi, za vse ostalo poskrbljeno, tisto, kar mi delamo, kot že rečeno, informiramo ljudi in jim potem pomagamo, da pač naredijo potrebne korake, da so uspešni pri tem, kar počnejo. Se pravi, naše delo je v bistvu affiliate marketing, pa relationship marketing, pa networking. Ljudje seveda, nekateri malo tako skepso pomislijo na ta networking, da je to posel, ki je, ne vem, drugorazreden ali pa celo kaj takega. Tukaj imam ene številke, ki govorijo ravno nasprotno temu. Tukaj imam številke za filmsko in glasbeno in športno industrijo v letu 2020 in je bila skupni znesek v teh vseh panogah je bil 205 milijard dolarjev prometa in v mreženju je bil ta promet lansko leto 250 milijard. In še to, zaradi vse te situacije, v kateri smo, seveda promet v zgoraj naštetih industrijah padel za 30%, promet v affiliate marketingu je pa zrastel za 22%. Temo je eno izpisek, ki še dodatno podporo je tole, kar vam govorim, za kakšen huge business gre iz spletne strani Business from Home, kjer si lahko tudi pogledate, kako kotira Success Factory, da smo že po 4 letih, še ne 4 letih, v vseh kategorijah med najhitreje rastočimi. Ta firma Business from Home spremlja nekih 800 podjetij v direktni prodaji. Niti ne vseh, ker teh firm v direktni prodaji je na svetu tisoče in tisoče in tisoče. Se pravi, so res neka podjetja, ki nekaj štejejo. Se pravi, ne štejemo zdaj tiste neke programčke, ki so na netu 3 dni, pa jih po 4 dneh ni več. In tukaj recimo izplačilo provizij. Se pravi, jaz, ko bom končal tole mojo prezentacijo, čez 15 minut bo izplačano sodelavcem v direktni prodaji 5 milijonov dolarjev. In to pomeni vsak dan, če bi šli to preračunati na dan, je to vsak dan 122 milijonov ameriških dolarjev, vsak dan izplačanih provizij sodelavcem v direktni prodaji. S tem sem rekel, da je tukaj zajetih zgolj 800 najpomembnejših igralcev v tem sektorju. Robert Kiyosaki je človek, ki ga vedno priporočam vsakmu, da si prebere, predvsem po teh 2 knjigah svojih znanj, Bogati očka, Revni očka in pa Kvadrant denarnega toka. To je ena taka zelo poljudno čtivo, po drugi strani pa zelo, zelo poučno, ker gre za finančno inteligenco, ker gre za stvari, ki nas nekako v šoli se nas pozabili to naučiti. Prav on pravi eni svojih knjig, da bogati ljudje delajo network, ostali pa iščejo službe. V vsakem primeru smo v networku. Zdaj, če ste v službi, ste v networku nekoga drugega, ki je network zgradil, pa ste pri njemu zaposlen, lahko pa zgradite svoj lasten network in ste independent. Jaz sem se v zadnjih 15 let zelo veliko izobraževal na finančnem področju, tako da znam na veliko različnih načinov denar zaslužiti. Mi je pa postal zdaj tudi način, kako zaslužim, zelo pomemben, se pravi, da želim delati z enim podjetjem, ki ima bistveno večji cilj, pa višjo vizijo kot zgolj to, da bomo zdaj nekaj zaslužili. Se pravi, vizija našega podjetja je, kot piše na tej tabli tukaj zadaj, še ena slika z Amsterdama, da z inovativno tehnologijo pomagamo ustvariti bogastvo množici ljudi.
Bogatstvo, seveda, ko smo prevajali tole, smo se celo malo takole, je to bogatstvo lih primerna beseda. Bogatstvo je čisto popolnoma primerna beseda, ne? Zato ker bogatstvo ni vedno imeti $1 milijon na računu. Bogatstvo bi za mnogo ljudi danes na svetu pomenilo, če imeli dodatnih 500 evrov. Bogatstvo bi bilo za marsikoga lahko to, da bi nadomestil s tem našim projektom svojo plačo, ne, mogoče za 1000 evrov ljudje hodijo danes v službo delati in sploh niso zadovoljni s tem, kar v življenju počnejo. Se pravi, za marsikoga bi totalno življenje spremenilo že, če bi imel redni prihodek v višini 1000–1500 evrov. Seveda so pa limiti navzgor, ti se odločil pa naredil kariero, seveda so pa limiti neomejeni. Se pravi, zdaj na kratko še povedal, kakšne so te naše provizije. Imamo celo kopico enih provizij, eno je 10% od vašega osebnega priporočila. Se pravi, nekdo kupi paket za 1000 evrov, da coine, recimo, ne, dobite 10% provizije v ponedeljek, se pravi, računsko obdobje, od nedelje do nedelje, firma pogleda, koliko je bilo prometa, dobite v ponedeljek 10% na svoj račun. Drugo je 10% od skupine, od strukture. Imamo zelo enostaven binarni sistem, ko se pridružite, imate dve pozicije, eno levo, eno desno, enega človeka lahko upišete oziroma se vam lahko pridruži na levi, enega na desni. Se pravi, če ste bolj ambiciozni, če hočete svojim ljudem pomagati, ko delate naprej, ga upišete tukaj pod njega in s tem v bistvu tudi njemu lahko pomagate. Tukaj je zelo zanimivo, zato ker ljudje se dostikrat ustrašijo tega, bom rekel, strukture, mreže, rečejo, jaz kakšno priporočilo bom dal, ampak delal pa ne bom. Ne, se pravi, tisti moment, ko boste dali kakšno priporočilo, to pomeni, da vam bo istočasno začela rasti tudi struktura in kmalu se vam bo zgodilo, tako kot Boris pogosto reče na prezentacijah, se pridružujejo ljudje, ki jih sploh ne pozna več, ne, se pravi, ker ima že toliko veliko strukturo, da se pod njim opisujejo ljudje, ki jih sploh ne pozna. 10% od strukture, ki je naredila manjši promet. Se pravi, ravno tako podjetje pogleda promet in dobite 10% od šibkejše strukture, od strukture, ki je naredila tisti teden manjši promet. Potem je leadership bonus za vodenje. Se pravi, ko imate malo večjo strukturo, tako kot ima recimo Boris, ki ima največji karierni rank v Sloveniji, pa Andreja. Potem seveda se vam začne dogajati tudi leadership bonus, se pravi, vaše naloge se nič ne spremenijo, potem predvsem pomagate drugim ljudem, da naredijo te potrebne korake in tukaj imate že pasiven prihodek. Se pravi, zato ker to delo ste že enkrat opravili, zdaj samo vodite svojo strukturo in ste plačani do 10. globine pod vam od ljudi, ki jim pomagate, da naredijo promet in dobite nek leadership bonus za to. Potem so še materialne nagrade. Vsak začne seveda ne tle z Mercedesi, pa z jahtami, vsak začne kot član, ne glede na to, koliko je izobražen, koliko je neizobražen, vsak začne kot member. In tukaj na sliki so v bistvu karierni nivoji od topaza naprej, to je prvi mednarodni karierni rank. Tle od te točke naprej že lahko začnete razmišljati, da bo to postala vaša kariera. Se pravi, kot sem prej povedal, mogoče to ni za vsakega, mogoče si nekdo želi samo pasiven prihodek, mogoče si nekdo želi 200 evrov zraven k svoji penziji vsak mesec. Če se pa odločite, da boste naredili big story, je pa samo sky is the limit. Oziroma naš mindset, oziroma naše prepričanja so edini limit in topaz je prvi tak karierni nivo, kjer sicer dobite vstopnico za naslednji event online, ki ga imamo, in potem, če ste uspešni pri tem, da pomagate drugim ljudem, da postanejo topaz, napredujete po karierni lestvici. Mogoče na tem mestu samo še to, da vse te nagrade, ki so tukaj na sliki, so dosegljive, vse so bile podeljene mnogokrat. Zdaj pred 2–3 tedni smo imeli event in je bilo takih nagrad, ki vam kažem zdaj tukaj na sliki, se pravi od nečesa naprej že, ker že nekaj pomeni, jih je bilo 1000 v enem letu. In pomislite, da nas je danes globalno še vedno zgolj 700 000 in je 1000 ljudem ta posel v enem letu spremenil življenje. To je ena stvar, druga pa je, vse te nagrade, ki jih vidite tukaj na sliki, so v trajno last. Se pravi, jaz vem, da v Sloveniji smo zelo, bom rekel, avtomobilski narod, tudi če konc crkne samo nov avto, pa mora stati pred hišo, tudi če zdaj jaz ni za leasing, mora biti za avto. Se pravi, vse nagrade so v trajno last. Se pravi, to ni nek leasing ali pa na firmo, pa da morate potem vrniti, če niste drug let naredili toliko prometa, ker enkrat naredite tak promet, ki je potreben za tak karierni nivo, vam dajo ključe, edini pogoj je, da je črn
da imate nalepko gor, ne, se pravi, da delate reklamo za sebe, tisti trenutek seveda že ne za firmo, ki delate za sebe. Ok, čisto na koncu, pozicionirajte se, ne, živimo res v ludem času, dajte sami sebi priliko, spoznajte to podjetje, ima krasno vizijo, skupaj lahko naredimo en pozitivni impact, mislim, da svet ni nikoli bolj krvav potreboval liderjev, ki so pozitivno orientirani, ki hoče nekaj pozitivnega na svet narediti, ni svet nikoli bolj potreboval kot rab ta trenutek. Andreja pogosto reče na prezentacijah, če niste vsega razumeli, nič hudega, če niste nič razumeli, ravno tako nič hudega. Jaz sem se na prvi prezentaciji zapomnil 3-4 stavke, odločil sem se pa zaradi tega, ker sem poslušal prezentacijo od enega svojega kolega Kirjakija z Cipra in sem rekel, jaz temu fantu zaupam. Ne, se pravi, prvi pogoj, da sploh lahko sodelujemo, seveda to, da zaupate, prijateljem so vas povabili, ker želijo vam odlično, želijo vam najboljše v življenju in dejansko gre v tem našem projektu za nekaj, kar bo imel drastični impact, kot sem rekel, na tisoče in tisoče ljudi. Tukaj pa še ena ponudba za tiste, ki ste se odločili sodelovanje, se pravi, kot sodelavci, prej sem govoril o 70% popustu za stranke, če se odločili, da nas sodelavci lahko dobite celo 90% popust na vsak drugi paket, The View. Se pravi, so pa eni pogoji, nič posebnega, na ta način boste v bistvu sploh imeli odprta vrata, na ta način boste spoznali naše produkte. Se pravi, prvi pogoj je ta, da sploh ste sodelavci, se pravi, da imate plačan ta business fee, 30 € plus 1 € je ta bank, kot sem rekel, za prvi mesec, da ga probate, potem ga seveda lahko tudi skenslate, to je 26 €, potem da imate en paket naše kriptovalute, našega digitalnega denarja, 50 € najmanj, to zdaj ne pomeni omejitev, ni navzdol, lahko vzamete seveda, kakorkoli želite, kakorkoli si lahko privoščite, kakor lahko pogrešite naslednje 2-3 leta, je pa pogoj za to, da imate ta popust vsaj 50 €. In pa tretje, da dobite potrebno znanje. Se pravi, mreženje, industrija je posel kot vsak drug. Tukaj ne morem tega dosti močno podati, zato ker pogosto ljudje prihajajo, se vpišejo nekam in potem čakajo, kdaj bodo prišli do Mercedesa. Se pravi, ta posel se ravno tako kot vsak drug treba naučiti in tako kot vsak drug ga je treba delati. In na takem eventu, ki vam tukaj kažem, da je naslednji tak event, ki ga organizira Business from Home, boste poslušali različne tipe, različne ideje iz podjetij, iz liderjev, iz 30-40 popolnoma različnih firm. Se pravi, tukaj ne bo govora o success factorju, ampak bo govora o tem, kako postaviti pravi mindset in kako narediti prave korake, zato da ste uspešni lahko v takem tipu posla in kar pa stane 35 €. Se pravi, če izpolnjujete te 3 pogoje, lahko dobite 90% popust kot stranka, ne glede na znesek, tukaj pa še 50 spod, tudi če teh pogojev ne izpolnjujete, še vedno lahko dobite 90% popust, tom popustu zato, da boste malo radovedni, zato da se čim prej slišite s tistimi ljudmi, ki so vas povabili, ali pa če poslušate posnetek, da čim prej pokličete tistega, ki vam je ta posnetek dal in rečete, jaz bi rad ta 90% popust, ker to pa ni zdaj piece of cake. Tole mislim, da je bil tudi zadnji moj slajd. Jaz vam že zdaj vnaprej čestitam za dobre odločitve. Skupaj lahko spremenimo svet in koliko je naš slogan, it's all about you. Želim vam vse dobro v življenju in pri svojih odločitvah in se vidimo. Hvala lepa.